Najprej je tu zgodba para, ki je delo od doma do dobra spoznal in osvojil, še preden je to v minulem letu postalo nova normalnost. V vasici Lobček na Dolenjskem živita in delata oblikovalka ter krajinski arhitekt, ki lahko svoje stranke povabita v čisto drugačno pisarno, polno zelenega življenja in barvitih navdihov. Kraj, kamor človek ne gre delat, ampak z užitkom ustvarjati. Zakonca Škarjanec sta si nekaj korakov stran od njune družinske hiše uredila tale prefinjen studio, kamor hodita v službo. Razkrila nam bosta, kaj potrebuje prostor za harmonično ustvarjanje ter prijetne in plodne sestanke. Saša, vi se ukvarjate z obrtjo šivanja in sitotiska, Mitja, vi ste krajinski arhitekt in me zanima vajina zgodba, kako je prišlo do tega, da sta vajini dejavnosti združila dobesedno pod isto streho. Ja, v bistvu je bila prostorska stiska v hiši in potem je bil razmislek, ali iti v najemniški prostor pač izven domačega okolja ali pa si pač narediti doma nek prostor, kjer bova lahko oba dva delala. In potem seveda po manjših raziskavah, malo do mesta, malo do bližnjih vasi, kje bi lahko bila, sva pač pristala kar doma. Ljubo doma, kdor ga ima. Tako, Kaj je ja. bilo tukaj, preden je tale studio nastal? Ta parcela je bila del domačije, babice, ampak takrat, ko sva pač midva dobila domačijo v last, je ta del imel moj stric in tukaj je stal kozolc. Ker pač kozolca ni bilo več, smo tukaj potem se odločili za neko to interpretacijo skedna. S tem, da sam objekt je lesena skeletna gradnja, znotraj in zunaj je smreka, se pravi zunaj neobdelana, znotraj je beljena smreka. Element križev, ki so zelo pogosti na dolenjskih in tudi na drugih lesenih stavbah, čist tesarski detajl smo spremenili v kovaškega, kovinskega, in smo dejansko potem ta drsna vrata, drsno senčilo na cestno stran, pa potem vrata v kopalnico smo naredili s križi v teh razmerjih klasičnih, samo da je to dejansko potem črna kovina na leseni osnovi. In Saša, čemu v osnovi služi ta sodobni skedenj oziroma studio? Ja, v osnovi je v bistvu to najin delovni prostor. Jaz imam največji del po sredini ta ogromen pult, pa podaljšek lesenega pulta, kjer pač šivam. Na tem teraco pultu se pa pač tiska. Sitotisk ročni, se pravi od predpasnikov, namiznih tekačev, košaric, namešam barvo, dam predpasnik in tiskam. Vaši motivi so nekaj, kar je dobesedno na dosegu roke. Je nekaj, kar se malce ozreš po okolici in tisto, kar vidiš, najlepše detajle pristanejo na vaših izdelkih. Vsi motivi izhajajo iz našega okolja, iz naše zgodovine, iz naše dediščine. Vsak motiv ima neko svojo zgodbo odzadaj. Tako kot recimo za to čudodelno praprot vsi poznamo zgodbico, da na kresno noč, če ti pade seme v čevelj, po noči razumeš govorico živali. Potem je še naša kokoš, Potem je še naša kokoš, to je skorda nezaščitni znak jage babe. Pa krško-poljski prašič je tudi. Pa krško-poljski pujsi so, ja, plus navadni klasični pujsi. Studio, ki je hkrati delovni in razstavni prostor, je opremljen z veliko mero šarma. V njem se srečajo delovni pult iz brušenega betona in škripajoče deske na tleh. Za red in organiziranost v prostoru sta zakonca Škarjanec v prostor umestila veličastno omaro, zaradi katere je studio zrasel višje, kot je bilo sprva predvideno. Cela omara na zadnji strani, kjer je moje skladišče, kjer so notri izdelki, je prišla iz trgovine, ki se je v Ljubljani zapirala. Sva v bistvu omaro imela in potem je Mitja zrisal okrog omare. Ker pač je omara imela gabarit znan, in smo potem objekt risali tako, da smo ga malo podaljšali, malo povišali, da je omara šla veliko popravka, ampak vseeno je pač omara dala to piko na i objektu, kakršen je zdaj. Višji stropi sigurno, prej niso bili mišljeni. Baje, da veliko krajinskih arhitektov sploh nima svojega vrta. Vi imate pa okrog sebe pravo kraljestvo rastlin, ki vam verjetno služi tudi kot prikaz vaših strokovnih idej,
cela ta okolica tega našega studia je en tak eksperimentalen show garden za v bistvu kombinacije materialov, za različne obdelave betona, za različne načine zasaditve, za kombiniranje materialov, kot je recimo korten, beton, kovina in potem neka ta divja zasaditev, ker je zelo pomembno, da ljudje, tisti, ki sodelujejo z mano, za katere jaz načrtujem vrtove, da vidijo, kako to izgleda v resnici. In res je, da veliko svetovno znanih krajinskih arhitektov nima svojih lastnih vrtov. Jaz pa sem imel priložnost, ko sem študiral na Švedskem, obiskati vrt Svena Ingvarja Andersona, ki je en imen švedske krajinske arhitekture, in je takrat, ko smo se mi študenti z njim malo pogovarjali, je rekel, da lastni vrt mu je pa navdih za celo življenje. Mitja, kako pa vi kot krajinski arhitekt gledate na umetno osvetlitev vrtov oziroma okolice zunanjosti? Osvetliti moramo čim manj in tisto, kar osvetljujemo, osvetlimo tako, da izpostavimo oziroma naredimo funkcionalno površino. Seveda vse moramo delati s pametjo, in pri osvetljevanju vrtov imamo funkcionalne luči, tiste luči, ki osvetljujejo površine, po katerih mi hodimo. Potem imamo pa ambientalno razsvetljavo, ki pa nam ustvari tiste čarobne trenutke v vrtu, parkrat na leto. Ne vem, ko zapade prvi sneg, pa si osvetlimo krošnjo drevesa. Potem so lahko to neki svetlobni objekti, krogle, kocke, skulpture, ampak vse ne sme ne podnevi kot objekt in ne po noči kot vir svetlobe izstopati iz celotne ureditve. Za vrtove se priporoča 3000 kelvinov, ne hladno belo in ne preveč rumeno. Kako gre to, če človek spravi dva posla oziroma dve službi pod eno streho, hkrati pa sta partnerja, ki hodita v isto poslo spat? A se da to vse skombinirati? Ja, midva nimava s tem nobenih težav. V bistvu, ko Mitja dela svoj del, je pač v svojem svetu, jaz sem na drugi strani v svojem svetu, tako da... Jaz lahko odložim delo, rešiva določene stvari, pa svoje delam naprej. In nimava teh težav, ko mogoče pravijo, da si pol pa preveč skupaj. Čeblava skozi. Ja. Sva dejansko nikoli nisva imela teh problemov. In res je, mi smo dejansko radi doma. Ja, je to. Tega mi pa ni težko razumeti. Ja.